Spoštovani generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, docent dr. Branko Gabrovec, spoštovani vsi prisotni. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko v imenu Ministrstva za zdravje nagovorim na 3. nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti z naslovom Razumevanje nekemičnih zasvojenosti v današnji družbi od vzrokov do posledic. Na Ministrstvu za zdravje področju nekemičnih odvisnosti, zasvojenosti v zadnjem obdobju dajemo veliko pozornosti, saj glede na podatke in trende iz raziskav ter informacij, ki jih prejmemo od strokovnih delavcev na terenu, stanje na tem področju zaskrbljujoče. Digitalna tehnologija nam omogoča in odpira številne možnosti za razvoj, povezovanje in učenje, a njen prekomeren in neustrezno uravnotežen vpliv postaja vse večji izziv, zlasti za otroke in mladostnike. Prekomerna raba digitalnih naprav, spletnih iger, socialnih omrežij ter igranje iger na srečo pa ne prizadene le posameznikov, temveč tudi njihove družine, šole in širšo skupnost. Ta problematika zahteva našo skupno odgovornost in zavezanost k iskanju učinkovitih rešitev. Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo problematike, zato si prizadevamo za celovit in sistemski pristop, ki povezuje tako zdravstvo, šolstvo, socialo in nevladne organizacije. Ključnega pomena je, da mladim omogočimo podporo in rešitve, ki jih potrebujejo. Hkrati pa okrepimo osveščenost staršev in kompetence strokovnjakov, ki prepoznajo težave in pravočasno ukrepajo. Raziskava z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju iz leta 2023, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, nam pokaže, da skoraj 9% mladostnikov poroča o znakih problematične rabe spletnih socialnih medijev, največji delež je med 13-letniki. Prav tako se je delež mladih, ki dnevno igrajo spletne igre, od leta 2018 povečal iz 19% na 23,5%. Več kot polovica le-teh nameni tem dejavnosti več kot 3 ure dnevno. 9% pa jih poroča o znakih, ki lahko nakazujejo na odvisnost. Ti podatki nas opominjajo, da so potrebni še intenzivnejši in celoviti ukrepi. Podobno kažejo tudi preliminarni podatki nacionalne raziskave o alkoholu, tobaku in drugih drogah pri odraslih, ki jo prav tako izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje v lanskem letu, kjer je pokazal, da je med mlajšimi odraslimi problematika prekomerne rabe spletnih aplikacij zelo razširjena, posebej spletno igranje iger na srečo med mlajšimi moškimi. Na Ministrstvu za zdravje prav tako podpiramo aktivnosti zdravstvenih ustanov ter nevladnih organizacij, ki izvajajo različne preventivne programe in zgodnjo obravnavo mladostnikov in podporo staršem. V okviru sofinanciranja programov nevladnih organizacij sofinanciramo 6 programov prav glede nekemičnih zasvojenosti, od programa Logout, Center Štekar, Mladi hazarder, Društvo Familija in druge. Ministrstvo za zdravje sofinancira tudi ciljno-raziskovalni projekt Pregled in vrednotenje intervencij z področja nekemičnih zasvojenosti, kjer je v okviru prve faze izsledkov Nacionalni inštitut za javno zdravje prepoznal skupno 71 različnih intervencij na področju nekemičnih odvisnosti v slovenskem prostoru, ki jih izvaja 22 različnih izvajalcev. Hvaležni smo vsem, ki vsak dan svojim znanjem, predanostjo in srčnostjo prispevate k izboljševanju razmer. Prav posebej bi se želela zahvaliti strokovnim delavcem, organizacijam in posameznikom, ki sodelujete pri preventivnih in podpornih dejavnostih. Vaše delo je neprecenljivo. V letošnjem letu smo pričeli tudi z izvajanjem projekta Zgodnja prepoznava in ukrepanje v primeru vedenjskih zasvojenosti s poudarkom na tveganih spletnih vedenjih, s katerim želimo razviti nove programe osveščanja in zgodnje obravnave ter zagotoviti dodatno usposabljanje strokovnih delavcev iz zdravstva, šolstva, sociale in nevladnega sektorja, da bodo lahko prepoznali tveganja prekomerne rabe digitalnih naprav in ustrezno ukrepali. Naš cilj je usposobiti najmanj 320 strokovnjakov, ki bodo pomagali mladim in njihovim družinam. Na področju zdravljenja digitalnih
in nekemičnih odvisnosti smo v lanskem letu vzpostavili več specializiranih programov. Za otroke in mladostnike deluje program zdravljenja Digitalni detoks v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, ki združuje bolnišnično obravnavo, delo starši in podporne dejavnosti v sodelovanju z zavodom Logout. Za odrasle je bil v psihiatrični bolnišnici Idrija uveden program bolnišničnega zdravljenja nekemičnih odvisnosti, ki vključuje tudi nadaljnjo dnevno obravnavo. Poleg tega pa poteka obravnava s težavami tudi v okviru Centra za preprečevanje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog v Novi Gorici. Želimo pa si v prihodnje še dodatno nadgraditi tudi obravnavo v okviru Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Problematika prekomerne rabe digitalnih naprav pa ni zgolj slovenski izziv, temveč gre za globalni pojav, ki ga naslavljamo tudi na mednarodni ravni. Oktobra letos smo se aktivno vključili v evropski TSI projekt z naslovom Promoting the Mental Health of Youth by Addressing the Risk on Online Gambling and Gaming, ki ga podpira tudi Evropska komisija. Projekt, v katerega je vključenih 9 evropskih držav ter Pompidujeva ekspertna skupina pri Svetu Evrope, je usmerjen v preučevanje strateških in zakonodajnih rešitev, izmenjavo primerov dobrih praks ter pripravo širših medijskih aktivnosti. Zavedamo se, da je pri naslavljanju izzivov zaradi uporabe digitalnih tehnologij ključnega pomena medresorsko sodelovanje in povezovanje. Skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje si prizadevamo, da bi vsebine o skrbi za duševno zdravje in zdrav način življenja še bolj vključili v šolski prostor, ter da bi v šolah okrepili tudi ozaveščanje o tveganjih prekomerne uporabe digitalnih naprav, spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter prepoznavo otrok, ki potrebujejo pomoč. Pred pričetkom šolskega leta smo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje naslovili tudi pobudo za enotna pravila glede uporabe mobilnih naprav v šolah, kar bi zagotovo dodatno pripomoglo k zmanjšanju negativnih vplivov digitalnih zaslonov. Ob koncu bi se želela zahvaliti posebej Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za organizacijo tako uspešne strokovne konference, kjer verjamem, da bomo za izmenjavo mnenj in dobrih praks prispevali k iskanju rešitev in pomoči tistih, ki jo potrebujejo. Spoštovani, le združenimi močmi, sodelovanjem in vztrajnostjo bomo mladim ustvarili okolje, kjer bo digitalna tehnologija orodje, ki jih opolnomoči, ne pa omejuje. Naša skupna odgovornost je, da zagotovimo dostopno, učinkovito in vključujočo podporo vsem, ki se soočajo s prekomerno rabo digitalnih naprav. Hvala lepa za vašo pozornost.